tekmovalec, ki se razvija, če on dela in objavlja sam, mu za to gre ogromno energije. To, kar jaz zdaj počnem, moj profil sem ga že prej in jaz sem opazila, da konec moje kariere pretirana uporaba in pretirano objavljanje in pretirano branje in te potegne noter in na koncu plačaš ti s slabšimi rezultati. Zato jaz pravim, da najboljša struktura v tem smislu, če imaš dobrega tekmovalca, je, da imaš zadaj dobro ekipo, ki ti to pelje. A je to najboljši prijatelj, ki točno ve, kaj zdaj misliš, pa bo napisal to, ki je poklican, da je to njegova vloga. Ne, da tekmovalec prevzame vlogo, ki jo pričakujejo sponzorji od njega, ker moraš to pa to objav narediti, ne, zato da imaš pogodbe. En zanimiv primer je Lara Gut, ki ni želela tega, ni na socialnih omrežjih, hvala temu nima čelade sponzorske lani, ampak je zdrava, je uspešna in se počuti dobro. In to je trik, po mojem, ki ga morajo tekmovalci razumeti, da smučanje je res riskanten šport. Vsak dan riskiramo, ste videli letos, kaj se je zgodilo, smrtni primeri, sploh na treningih, ko piste niso maksimalno varno zaščitene. In ni prostora za napake in tekmovalci se mogoče skozi telefon, skozi to tehnologijo, ki nas je zdaj prevzela, ne čutijo tako, kot so se čutili včasih in se ne analizirajo toliko, ker ko je utrujen, bo primu telefon in bo gledal nekaj drugega, pozabi nase. Ampak mi smo najbolj pomembni, ker se on spušča dol po pisti in to je tisti trik, ki ga jaz skušam, odkar sem se sama tega naučila, predati mladim generacijam.